Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do drugega kroga predsedniških volitev je še 18 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. V nadaljevanju pa, zakaj ministrica ne zaupa generalni direktorici. Za migranti ostaja vse več smeti. To sem ti prej govorila. Navajeni smo že, da se kurs na barki imenovani Slovenija z vsako novo vlado spreminja, kot da smo na ringelšpilu. Ampak to, da ministrica za notranje zadeve Bobnarjeva, oprostite izrazu, z ritjo podira tisto, kar je kot generalna direktorica policije sama z glavo naredila, pa morate priznati, je nekaj novega. Ko je bila direktorica, je panelno ograjo postavljala, zdaj jo odstranjuje. Posledice pa ste videli v posnetku. Sedaj pa se lotimo 31. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali leva ali desna sredina, čigava sta kandidata v drugem krogu. Leva sredina naj bi v nedeljo zmagala, pravita Golob in Fajonova. V drugem krogu pa sta dva kandidata, ki jo niso podprli. Čigava kandidata sta prišla v drugi krog, bomo vprašali naša stalna komentatorja, Lucijo Šikovec-Ušaj in Marka Pavlišiča. Lucija, Marko, dobrodošla v Faktorju. Dober večer. Najprej me zanima, kako vidva komentirata rezultat prvega kroga volitev. Sta pričakovala, da se boste Nataša Pirc Musar in Anže Logar uvrstila v drugi krog? Lucija, mogoče ti. Ja. Torej, javnomnenjske ankete so že tako kazale, tako da na začetku, ko pa smo vedeli, da kandidira tudi Marta Kos, pa verjetno nobeden od nas ne bi stavil na Natašo Pirc Musar, vsekakor pa na Logarja smo računali, da bo prišel v drugi krog. Tako da ni neko presenečenje. Marko? Ja, zdaj v resnici prvi krog ni prinesel nobenega presenečenja. Morda je presenečenje tukaj tovariš Kordiš na zadnjem mestu z kar precej slabim rezultatom. Jaz priznam, jaz sem pričakoval, da bo vseeno... Ti si ga celo pohvalil, da je dobro nastopal. Ja, meni se je zdelo, da je on za svojo publiko dobro nastopal. Očitno pač ta publika je to ocenila drugače. Jaz sem pričakoval, da bo več dobil, kot je dobila Levica na parlamentarnih volitvah, kjer je dobila relativno malo. Zdaj, tovariš Kordiš je pa uspel ta rezultat še, bom rekel, izboljšati. Tudi gospod Cigler Kralj je doživel kar precej hladen tuš, bi rekel. Ostali so bili pa v glavnem po pričakovanjih. Morda gospa Senčarjeva je, bo rekla, dosegla lep rezultat. Podobno kot tvoj bivši klient, Lucija, Andrej Šiško na prejšnjih predsedniških volitvah. Res, mene je, priznam, razočarala Cigler Kralj, rezultat Cigler Kralja oziroma volilno telo v tem smislu, glede na to, da niso prepoznali vrednot, za katerimi naj bi stalo vse po uradnih podatkih nekih 72% Slovencev. To so te tradicionalne vrednote. To me je presenetilo, tako da bi rekla, da je Nova Slovenija očitno zbrala slabega kandidata. Zanimivo. Ampak kar je mene recimo najbolj presenetilo pri tem dogajanju v nedeljo, ne toliko volilni rezultati, ampak komentar predsednika vlade dr. Roberta Goloba, ko je komentiral v bistvu, saj če gledamo odstotke, prepričljivo relativno zmago Anžeta Logarja v prvem krogu. Poglejmo si to izjavo.
zagotovo ne bomo dovolili, da se kandidat SDS-a zavihti v predsedniško palačo, ker bi bilo to nekaj, kar bi Slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih 2 let in to zagotovo si nihče ne želi. Zdaj, Lucija, to se mi zdi malo zlovešča izjava, ne, če reče nek predsednik vlade. Skratka, ne bomo dovolili, ne, da se kandidat SDS-a zavihti v predsedniško palačo. Zdaj, ti si seveda dolgoletna odvetnica, si pravnica, kjeri, ne, če se malo pohicamo, pravni načini pa so tu na razpolago, da ti ne dovoliš, da se nek kandidat, ki je vložil kandidaturo, očitno pač skladno s pravili, zmaga v prvem krogu, ima realne možnosti, da zmaga tudi v drugem krogu, ne, da pač ti tega ne boš dovolil. Torej, zame ta izjava predpostavljam, da je iztrgana iz konteksta. No? Ja. Verjetno je ena izmed teh mimobežnih, ki jih smo pri Golobu že kar navajeni. Ne? Bi rekla, da je pri njemu včasih jezik hitrejši, a ne, od misli. Ja, tako kot so Golobi, a veš, to malo zaropotapa odmetira. Pri meni je tudi to včasih, tako da jaz še vedno do neke mere te mimobežnice nekako toleriram, čeprav tale ta zadnja izjava pa je že tiska, pa že pri meni, tudi pri moji vsej toleranci hodi že po tankem ledu. Žal mi je, da je to rekel resnično, žal mi je, da je po vseh tistih, recimo jaz sem sprejemala njegove kritike Kučana z veliko mero optimizma, a ne? Ja. Ampak verjetno je to iz istega, bi rekli, iz istega piha, ne, iz iste luknje veter. Skratka, vsak pihne, ne da bi premislil. Ne. In to se mi zdi dost žalostno in sem razočarana nad njim. No. Ja. Marko, kaj ti praviš? Ne? Vendarle gre za predsednika vlade. Ne? Ja. Gospod Golob je izpustil krasno priliko, da bi bil tiho. Ne? Zdaj, ne nazadnje rezultat gospoda Brgleza, ki ga je podpiral v prvem krogu, bi mu lahko dal jasno vedeti, kakšen je njegov domet in ta domet ni prav visok. Ne? In zdaj, da proba tukaj na nek način izpostavljati se, da ima nek vpliv in da bo on zdaj karkoli naredil, ja v bistvu nič ne more narediti s tem vplivom, ki ga ima, tako da bi bilo res na mestu, da bi bil tiho. Je pa popolnoma jasno, da se želi nekako švercati na ta uspeh gospe Nataše Pirc Musar, ne, to je na nek način logično, ampak s tem samo izkazuje svojo šibkost, svojo, bo rekel, nemoč tukaj, ne. Ja, zdaj, eno je to, koliko ima on moči, da to prepreči ali ne prepreči. Vse o tem bomo še debatirali. Ampak mene je bolj zmotilo to, kar je dejansko rekel. Ne? Ker, recimo, imeli smo podobne situacije. Ne vem, je bil recimo predsednik vlade Janez Janša, ne? Pa je grozilo v narekovajih, da bo Danilo Türk postal predsednik republike, ne? Ali pa recimo, da bo to postal pač Borut Pahor, pa ni Janša rekel, ne, naredili bomo vse ali pa ne bomo pustili, da bo izvoljen pač eden, ki nam ni všeč. Ne. Golobove besede so zgleda poceni, ne, tako da temu ne bi pripisoval nekega velikega pomena. Ja, razen če je pripravila kakšno policijo ali pa kaj, da bo preprečila. Po mojem ne, po mojem je to, kot pravi Marko, ne, to mu je dobesedno zletelo, ne. In kot on pravi, dejansko se hoče zdaj šlepati, in na ta način skrivati poraz z Milanom Brglezom. No, se to pa je drug del te izjave, ki se mi zdi čuden, kar se tiče, se mi zdi Marko tudi malo dotaknil tega. Ne? Zdaj, jaz sem poslušal pozorno, pač sem tak tip, ne? Naj mi bo oproščeno te izjave v nedeljo po volitvah, navajeni smo, da vsi zmagajo, ne? Ampak par stvari vseeno je bilo pa malo, se mi zdi, neobičajnih. Ne? Namreč to, da je predsednik vlade Golob, pa tudi seveda Tanja Fajon, predsednica Socialnih demokratov, sta razlagala, kako je leva sredina zmagala na teh volitvah, kako je jasno, kdo bo zmagovalec drugega kroga, kako je jasno, kdo bo poraženec, kako so te dele, če nekaj seštejemo, pa tako naprej. Ne? Najprej sem mislil, da je neka avtomehanična delavnica to, pa neke avte tam sestavljajo, ali pa da pač mislite, da to ni, da je proporcionalni volilni sistem pri volitvah predsednika, ne večinski, ne, se pravi, da se po delih volj predsednika, ampak vseeno, če pristanemo na to njuno tezo, ne, da je leva sredina zmagala na volitvah v prvem krogu, ne, zakaj je pol treba preprečiti oziroma ne dopustiti, da bi se kandidat SDS-a zavihtel na predsedniško funkcijo, ne, razen če imaš njega za levo sredino. Jaz sem tu zbegan, dajte mi pomagati. Ne. Ja, zdaj vemo, ne, kot je rekel Tonin, je dejansko Logarja potisnil na levo. Tonin je to rekel, ja. Ja. Med nama rečeno, kot jaz poznam to situacijo v SDS, je dejansko Logar, rečemo, levo krilo SDS-a, ne, če se ga tako pozicioniram,
Ampak torej, kakšna je razlika med njimi in Natašo Pirc Musar, ali boš volil za kapital, ne? Torej za ta tranzicijski kapital, to je nesporno, kakor so bili tudi novinarji do nje dost, bi rekla, servilni. Ja, kapitalsko prijazni, ne? Zelo prijazni, mislim, vprašanja so meni bila tako smešna, ne? Mislim, vpraši človeka, zakaj ima v davčni oazi podjetje. Ne mi reči, da zaradi tega, ker želi v Sloveniji davke plačevati, ne? Mislim, to se da v Sloveniji davke plačevati dost hitro. Tako da mislim, da eno čisto enostavno vprašanje brez vseh risanj tistih silnih podjetij in tako naprej. Ja, ne rabiš biti dober v PowerPointu. Ne rabiš. Tako da zdaj so. Druga stvar je pa Anže Logar, ki se je resnično trudil, a ne, odlepiti od Janeza Janše. Ne verjamem, da je Janezu Janši to prijalo tudi na koncu, tako kot mu je verjetno na začetku. Rezultat, ki ga je dosegel, je pač presegal stranko SDS. In mislim, da je veliko delo naredil, da bi se utrgal od svojega očeta, dočim Nataša Pirc Musar pa je ravno obratno, a ne, ves čas poudarjala, da je Kučanova nastavljena od strani Kučana in Türka. Tako da, lej, to imamo, kar imamo. Se mi zdi kar neki kosti za glodati si nam dala Lucija, tako da predlagam, da preden dava besedo Marku, si vzamemo krajši premor. Ampak ne nam ujiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, čigava sta kandidata v drugem krogu. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Suša in Marko Polišič. Pogovarjamo pa se o tem, čigava sta kandidata v drugem krogu predsedniških volitev. Evo, Marko, Lucija pravi, da je Anže Logar levo krilo SDS-a, a je potem Nataša Pirc Musar desno krilo, ampak koga? Leve sredine, svoje družine, koga tretjega? Ja, zdaj, glede na to, da ima gospa Nataša Pirc Musar podporo gospoda Kučana, nekako jo moramo vseeno uvrstiti na levo, ker nekako se res ne bi spodobilo, da bi pač Kučana na desno uvrščali. Čeprav po drugi strani je bilo že omenjeno, da je gospa Pirc Musarjeva tudi kar precej premožna, ima pač tudi neka solastništvo v podjetju, nekako spada bolj v to, rečemo med kapitalske elite. Ampak oprosti, Marko, sej to na levici pri nas ni tak problem. Se mi zdi, da je veliko teh, ki so na levici tudi premožni. Če že kaj, je pri njej izvor tega kapitala oziroma kako je do njega prišla, se pravi, bolj njen soprog problematičen. Ja, sem mislil nadaljevati s tem, da tudi gospod Kučan je imel nekoč nek forum 21, v katerem so bili sami, bo neko, gospodarstveniki, zagovorniki nacionalnega interesa in večina tistih podjetij mislim, da je danes v tuji lasti. Zdaj, za koga so se takrat torej borili? Za nas nacionalno očitno, torej so se predvsem verjetno borili za sebe. In potem se tukaj človek kar vpraša, kaj levega, kaj levo politično gledanega je v te, bo rekel, levi strani naši, ki, bo rekel, pripada tako Kučan, kot očitno tudi gospa Pirc Musarjeva. Tako da morda je tukaj pred leti prišlo v Sloveniji do nekega preobrata, ki pa ga še nismo priznali, da je levo v resnici desno, desno pa v resnici levo. Zanimivo. Zdaj si še dodatno, po moje, zbego neopredeljene volivce pred drugim krogom, ampak sej pač namen naše oddaje tudi to, da postavljamo na dnevni red zapletena ali pa taka, kako bi rekel, nepreprosta vprašanja. Ne, Lucija? Veš kaj, mislim, da gre bolj za izvor premoženja. Desna, ta tradicionalna desnica pač izvira iz nekih rokodelskih, obrtniških krogov v času socializma in potem v malo podjetništvo, večjo podjetništvo. Tušim, leva elita je ta prihvatizirala premoženje, to vemo. In je pa treba priznati, da so dovolj spretni, da prepričajo reveže, da se borijo za njih. Mislim, to jim je treba priznati, da ta manipulacija z javnostjo je perfektna. Enako kot je na desni strani, bi rekla, perfektna manipulacija z sodišči, s pravosodjem. Se tudi Musarjeva pravi, da ona je ves čas svoje kariere delala za ljudi.
Ja, vsi delamo To je za pol ljudi, to. samo Ja. ne verjamem pa, da mislim, eni bolj zase, a ne, eni se pač poskušamo vendarle bolj razdajati, kar je absolutno necenjeno, ne. Ampak stvar je drugje. Saj Nataši Pirc Musar nihče ne očita, da ona zdaj ima to odvetniško pisarno in dela. Ja, ne. seveda, ja. Tega, tudi to, da ne bi zastopala neke korporacije. To in ni čist res. Kordiš je to kar veselo očital. Ne? Ja. Ja, no, mislim, Jaz to sem je ji bilo recimo, neprimerno. evo, Lucija, ne. jaz sem ji očital, da je delala za Trumpa. Ker jaz mislim, da kandidat leve, a vidva, no, evo, pa bom pa vaju vprašal, a lahko kandidat leve sredine na predsedniških volitvah v Sloveniji dela za Trumpa? Pustimo zdaj Natašo Pirc Musar, fiktivna oseba. Vidva rekla za nekoga, ki dela za Trumpa, da bo ta kandidiral kot kandidat leve sredine, ker to je zdaj Nataša Pirc Musar ratala v nedeljo, ne, takoj, ko je prišla v drugi krog, je ratala kandidatka leve sredine, do takrat ni bila, ne, ko je pa postala. Zdaj, lahko bi vidva rekla za nekoga, ki dela za Trumpa, da pa ona se še pohvala, ne, da vsak za Božič dobi čestitko od Trumpa, ne. Se pravi, da nekdo, ki dobiva čestitke za Božič od Trumpa, je kandidat leve sredine na predsedniških volitvah v Sloveniji. Se vam zdi to pač Mislim, da je realno? ona Ne? delala za Melanijo Trump, ne za Trumpa. A Pa ne? dobro, to je, ne, mislim. Melanija Potato Trump je pa, potato. kot vemo, ne vem zdaj, ali to drži ali ne, izvira tudi iz partijske družine. A ne? Tako da sej nekako v Sloveniji, kot pravi Marko, je to povsem pomešano. Ne? Kdor Ja. je bil ambiciozen, je mogel iti baje v Zvezo komunistov, eni pač niso šli, pa so potem obtičali nekje. Eni smo se prepozno rodili, pa Eni nismo so šli mogli iti. prepozno, eni prezgodaj, kakorkoli obrnemo. Srečna generacija, ki ji ni bilo Ja. treba, a ne, se opredeljevati, tako da to mi vemo, mislim, odkar je Kučan tudi Soroša odlikoval, mislim, se ga ni odlikoval zato, ker ima lepe oči, a ne, mislim, verjetno Ja, ti gre bi pol tukaj. Soroš bolj Kučana, ker Kučan ima res lepe oči, zdaj tako pravi. Ne. Ja, dobro, ima take barve, kot jaz, no, kaj rečem, Evo, lepe, ti lepe. imaš zelo lepe oči. Lucija. Ampak Marko, ti misliš, da bojo ta vprašanja pomembna zdaj v drugem krogu, ker navajeni smo pač nekih, ko bi rekel, bolj čistih, no, v narekovajih situacij. Ne? Recimo, če gremo nazaj gledati, 2007 smo imeli pač Peterleta pa Tirka, je bilo jasno, kdo je kdo. Ne? Potem smo imeli pač 2012 Tirka pa Pahorja, si lahko rekel, ok, stara levica Tirk, ne, kao nova levica Pahor. Ne? Potem smo imeli pač Šarca pa Pahorja 2017, pa smo lahko rekli, evo, ne, Kučanov kandidat, ne, to, ko je zdaj NPM, pa pač Pahor. Ne? Zdaj imamo pa Logarja, ne, ki je okay, neodvisen kandidat s podporo SDS-a, ne, in imamo Natašo Pirc Musar, ki do včeraj pač nobena od teh strank vladajočih je ni htela podpreti, zdaj pa kar naenkrat njihova kandidatka in že vejo, da bo zmagala in to je fajn, ker je fajn, da zmaga leva sredina, ker itak bojo preprečili, da bi se kandidat SDS-a zavihtel na predsedniško funkcijo. A znajo ti obrati, ti salti mortale kaj vplivati? Saj toliko zbegati volivce, da ne bojo šli voliti ali pa da bojo z bolj stresočo roko obkrožili Natašo Pirc Musar v drugem krogu ali ne, po vajnem. Zdaj najprej morda glede vprašanja No, povej. profesionalnega dela kandidata. Ne? Ja, Jaz mislim, da bi to vseeno morali ločiti. Ne? ok. Zdaj, če mene želi levica, da izsvetujem z davčnega področja, ne, pa če dobro plačajo, jaz jim bom z veseljem svetoval. Sploh tudi iz Miha tega Kordiš bi področja. te mogel angažirati, Tako. ki si bil njegov največji navijač. In zdaj to ne pomeni, da sem jaz kar naenkrat ratal njihov podpornik ali Ja, pa da se razumem, strinjam z njim, ampak pač, če jih zanima moje mnenje, jaz z veseljem in tukaj pomagam. Ne? Pomagam tudi komu drugemu. Tako da to, da je recimo ona delala za, ne vem, ali za Trumpa ali za njegovo ženo in tako dalje, jaz tu ne vidim, mislim, da bi morali tu profesionalno ločiti od tega, kakšne imaš svoje poglede. Ne? Ker Ok. ne nazadnje, veš, odvetniki morajo tudi morilca braniti. Ne? Se oni ne ocenjujejo, ali je kriv ali ni, ampak vsak človek ima pravico nekako do najboljšega zastopstva Ja. in iz tega vidika mislim, da to ne bi smel biti problem. Ne? Lucija celo Zdaj- pravi, da ona raj krive brani, ker potem ji ni Lažje nerodno, je, če so lažje je. obsojeni. Ja. Zdaj, glede Kučana pa No, povej, ja. podpore, pa tako, se mi zdi pa, da je Kučan po mojem kar jezen v ozadju. Ker vsakič, ko se on oglasi, se verjetno oglasi zato, ker pač te njegovi varovanci niso svojega dela opravili, ne, in so vse skupaj zamočili in potem mora pač on se oglasiti, da to nekako popravi. Ne.
Tako da po mojem ima tudi on že poln koš vsega tega in teh nesposobnežev, ki jih nekako podpira in od nobenega nič ni, tako da mora na koncu sam še tukaj intervenirati. Ne? Zakaj misliš, da je Natašo izbral, recimo? Ne? Saj imel je druge možnosti. Imel je recimo na začetku Marto Kos, pa je že v štartu rekel, da ni dobro, da ona sploh kandidira. Pol je imel Vajgla, je imel Prebeliča, v končni fazi Brgleza, čist na koncu je imel še Brgleza. On bi kamot rekel to sredo, ali kdaj se je že oglasil pred volitvama, ne? Pač zdaj sem ugotovil, da Milan Brglez je moj kandidat, ne? Ta jada, se pravi leva sredina, se mora združiti, bla, bla. Zakaj je izbral Natašo po tvojem? Verjetno si je tudi Kučan ugledal kakšno soočenje, ne? In ko je videl, kakšne je gospod Brglez tam stresal, ne? Je po mojem bila to popolnoma logična odločitev. Jaz nisem gledal soočen, vidva sta gledala, a je Brglez res bil toliko slab na teh soočenjih? Ma je bil, ja. Medo je bil, ne? Medo je še tak, pa malo ga je grabila včasih panika, pa je tako čudno reagiral, pa tako, ni bil dober, res ne. In zdaj, ko je Kučan to videl, kaj mu je pa drugega preostalo, ne? Zakaj bi Kučan, se oproščam, ampak vendarle, zakaj bi Kučan sploh čutil za dolžnost oziroma karkoli tukaj intervenirati? To se zdi meni absolutno zgrešeno. Zdaj, če mene vprašaš, Lucija, po mojem ima dva motiva. Eden je ta, da kao jaz izberem predsednika, koliko je zdaj to res, je spet stvar debate. Drugo pa po moje, on dejansko s tem sporoča, da misli, da bo lahko nadziral Natašo Pirc Musar, če bo izvoljena. Seveda jo bo. Ja, pa vidva res mislite, da se njo da nadzirati. Meni je ona tako en šrekl, se pravičujem. To, ko enkrat ven odleti, to gre kar nekam. Kako boš to nadziral? Jaz mislim, da Milan Kučan, ta njegov šarm, ne verjamem, da bo tle prijel. Ona je tudi motoristka, to prehitra za njega. Vendar je on že v letih. Jaz ne verjamem, niti da bi jo lahko nadziral, niti da bi si pretirano želel nadzirati. Bolj gre tukaj za to, da on mora nekako ustvarjati vtis, da še vedno ima neke niti v rokah, ker s tem v bistvu ohranja neko moč. Zdaj, koliko je dejansko te moči, je težko oceniti, ampak jaz bi rekel, da vseeno ima tukaj on dometa 5 do 10% pri teh takšnih volitvah. Tako je treba, Tako je treba, da prideš v drugi krog, recimo. Jaz se spomnim, ko so bile volitve, kaj je bil Türk pa Pahor, ne? Ja, to je 2007, Ne, ko je bila Türk pa Peterle, a sta bila Türk pa Peterle, ne? Je takrat pravzaprav SDS stala zelo ob strani oziroma je podpirala oba kandidata. Jaz se tega živo spominjam, kar je bilo zame dosti pretresljivo. Ja, mislim, da je Janša očitil takrat Peterletu, da je on nekaj, kaj že, da je iztrčil, se pravi, da je poshitel s to svojo kandidaturo in da ni čakal na njegov. Preprečil je, da bi imeli skupnega kandidata. Nekaj tako je bilo, če se prav spomnim. Potem enako, kot se je nebrž zdaj Kučanu zdelo, da je Marta Kos upadla noter, ne da bi ga prej vprašala. Ampak Janša se mi zdi tako, on se zelo taktično, boste videli, povedala svoje mnenje, odloča na teh predsedniških volitvah. Ti si rekla, zdaj je to Türk Peterle. Potem so imeli recimo, ko sta bila Pahor Türk, je bilo jasno, da SDS je pač za Pahorja. Takoj, ko sta prišla v drugi krog, se pravi, ko Milan Zver ni prišel v drugi krog, je bilo jasno, da pač SDS pač podpira Pahorja. Medtem, ko na zadnjih volitvah, na katerih je bil Pahor izvoljen, je pa Janša napisal 2 pismi, jih objavil na Facebooku, da boh ne daje volivci SDS-a glasovati za Boruta Pahorja. Pa ga niso ravno ubogali, mislim, Janša se očitno nima takega vpliva kot Kučan. Meni se zdi resnično neokusno, da se je sploh spuščal Kučan, še bolj pa, da se je Nataša Pirc Musar ob vsaki priložnosti s tem hvalila. To se mi zdi tako deplasirano. Ja, veš kako, Lucija, pridne pionirke imajo rade, če jih predsednik pohvali, po moje javno, in se pač na to ponosne. No, ampak ko smo želeli Šarca omenili, zdaj, če pogledamo programa teh dveh kandidatov, se pravi Logarja in Pirc Musarjeva, vidimo, da ima Logar zelo predsedniški program, točno se zaveda, kaj so njegove pristojnosti in kaj ima on namen delati. Medtem ko je program Pirc Musarjeve precej bolj podoben programu, kot da bi kandidirala za predsednika vlade. In zdaj, če pogledamo, kaj se je zgodilo po prejšnjih predsedniških volitvah, ko je Šarec sicer izgubil predsedniške volitve, vendar na to uspel
nekako iti na parlamentarne volitve in potem postati celo predsednik vlade, ne, je popolnoma logično, da se Golob lahko tega boji ta trenutek, seveda, ne, in zato logično njegova podpora. Ne. Boljše, da je gospa Pirc Musar izvoljena za predsednico, kot da bo delala na naslednjih parlamentarnih volitvah mu tam sive lase. Ne. To si odlično ugotovil, se mi zdi, ker verjetno je tudi Janša podobno razmišljal, ne, na prejšnjih predsedniških volitvah, ker je rekel boljš, da je Šarec, ne, predsednik države, kakor da gre pol na une volitve. Ampak Janši še ni išlo vprašanje, če se bo išlo Golobu. Tole me še zanima, ne, koliko prvoščita ali pa pač sta žalostna za Goloba, da se mu je v roku pol leta zgodil Golob. Ne? Ker če pogledamo kandidature Nataše Pirc Musar, je točno to, kar je naredil Robert Golob. Ne? Se pravi, ne političen človek, ne strankarski človek z veliko denarja, pride v politiko, ne, ki je grda in umazana in zdaj bo on to vse porihtal. A sta mu prvošta ali se vama smili? Lej, v resnici tukaj manjka tisti moment, ki je spravil Natašo Pirc Musar na volitve. Ne? To ni bil Janez Janša. Ne? Janez Janša je spravil na volitve Goloba, je spravil na volitve Jankoviča. Skratka, on je iz dobrih gospodarstvenikov naredil slabe politike. Isto je z dobre sodnice naredil nenavadno predsednico. Nenavadno, jaz sem tle bolj mila, ampak mislim, je bila boljša sodnica, kot je predsednica parlamenta, tako bom rekla. Torej, tukaj manjka pri Nataši Pirc Musar, manjka Janez Janša, čeprav na začetku se mi je zdelo, da je kar kandidatka tudi SDS-a. To je bila prva reakcija, se mi je zdela, da je SDS zelo benevolentno do Nataše Pirc Musar bil. In tudi, če gledaš, tudi Anže Logar je izjemno, bi rekla, džentelmensko, do čima ona postaja vedno bolj popadljiva. Torej, pri tej zmagi se mi je zdel, da je bila ona popadljiva, on pa je nekako blagohotno, džentelmensko odreagiral. Tako da, jaz bi rekla tako, če so Slovenci, kaj ne rečem, razmišljajo, potem bojo verjetno dali glas Anžetu Logarju. Če bojo razmišljali s Kučanovimi očmi, potem bojo volili Natašo Pirc Musar. A si to želimo? Ne. Jaz ne. No. Veste, kaj me zanima? Zdaj, Anžetu Logarju logično poskušajo obesiti pač Janeza Janšo, ker itak se ta tako imenovana leva sredina se vžge, sam če je Janez Janša v enačbi, če ne se ne. In zdaj v prvem krogu ni to dosti ratal. Zdaj v drugem krogu se veliko stavi na to, da ga je Janez Janša šel obiskat v volilni štab. Po zmagi v prvem krogu, mislim, da je ena uporabnica Twitterja celo hudomušno tvitnila, se ta zdaj spoznala končno, Janez Janša pa Anže Logar. A mislite, da to zna se kaj prijeti zdaj v drugem krogu, se pravi to obešanje Janše na Logarja? Zna ta Janša zdaj škoditi Logarju, ker do zdaj ni bilo videti, da bi mu kaj preveč škodo, ne? Če se bo preveč oglašal, potem mu lahko škodi. Se mi zdi pa to do neke mere, bo rekel, čist deplasirano, da se toliko povezuje. Sej gospod Logar ni nikoli izjavil, da on ni član SDS ali pa da se distancira od njih. Ne nazadnje bil je minister v njihovi vladi, je še vedno predsednik sveta. Res pa je, da pač proba, bo rekel, na to predsedniško mesto se zavihteti bolj kot neodvisen kandidat in jaz verjamem, če mu to uspe, da bo tudi ustrezno odigral to svojo vlogo. Ne nazadnje se moramo pa tukaj tudi se moramo spomniti, da je kar nekaj ljudi tudi že odšlo iz SDS-a ven, tudi par poslancev, tako direktno, kot nekateri tudi bo rekel malo indirektno, recimo, da niso želeli kandidirati več in tako dalje. In morda tudi Logar tukaj išče nek way out, in to, da si izvoljen na predsedniško mesto, je v bistvu relativno enostaven ali pa lep way out iz pač SDS-a. Tako da tudi tega recimo ne bi smeli čisto odmisliti. Ampak zdaj, ampak to spet leva sredina, rekel je to nenavadno. Veliko stavi na ta rezultat Anžeta Logarja, presenetljivo, ker namreč pravijo, če pogledamo te odstotke, da Anže Logar je v bistveno nižji volilni udeležbi, zdaj v prvem krogu dobil par tisoč glasov več, kot pa jih je dobila SDS aprila, ob rekordni praktično volilni udeležbi skoraj 71%. Zdaj, če Logarju slučajno ne uspe, ali pa spet hipotetično, a vidva verjamete, da bi SDS z Logarjem na čelu recimo dosegala boljše rezultate na parlamentarnih volitvah, kot jih zdaj dosega z Janšo? Jaz verjamem. Jaz verjamem, zato ker bom rekla,
nobeden se ni, mislim, nobeden od članov SDS-a ni poročen z Janezom Janšo, razen njegova žena. Ne? In še svojega moža se počasi, ali pa žene, da rečemo, se pač naveličaš, kako da se ne bi predsednika stranke enostavno naveličal. S temi njegovimi izpadi, da rečem tako, je verjetno tudi odgnal precejšen del volivcev. Tukaj žal ni Nova Slovenija izkoristila tega, kar bi lahko, da bi te volivce ujeli, ampak so te mogoče prebegnili v to sredino, a ne levo sredino, če rečem, da je to desna sredina. Tako da se bojim, da je čas minil, kar se tiče Janeza Janše, da s temi jurišniki, ki jih ima ta stranka in s tem upitjem o krivosodju in tako naprej, da je zgodba zaključena. In da bi bilo za stranko zelo dobro in pošteno, da zamenja predsednike oziroma da se vsaj sprosti možnost kandidiranja še koga znotraj stranke. In da bi šla stranka v ene normalne socialdemokratske vode ali pa bi bilo zdravo, tako kot bi bilo za SD zdravo, a ne, da bi zamenjala vodstvo in se znormalizirala. Jaz Goloba zdaj več ne jemljem kot neko stranko. Ne. To je zdaj v bistvu zadeva, ki bo slej ko prej razvodenela. Ja. Marko, kaj ti praviš? SDS z Logarjem boljša, močnejša od SDS z Janšo? V resnici si tega ne bi znal, ne bi upal oceniti. Zdaj, informacij, kako to izgleda znotraj SDS-a, v bistvu jaz nimam. SDS je zelo zaprta stranka, zelo malo informacij. Lucija je ušla od tam, ona ve. Ja, no, do mene prav veliko informacij, kako se tam to znotraj dogaja, ne pride, ampak nekako se krepi teza, ki se mi zdi verjetna, da SDS je Janša in Janša je SDS, ne? In zdaj, če pač ga umakneš stran, ne? Najmanj, kar se bo zgodilo, se bojo verjetno zgodili neki notranji boji med strujami, katerih zmagovalec ne vemo, kdo bo, ne? Ampak ni nujno, da na koncu pride ven neka močnejša zadeva, lahko se pač toliko skregajo, da bo rekel, pride potem ali na prvo mesto nekdo, ki je totalno mim, ali pa recimo nekdo, ki ni nevaren nobenemu, kar se recimo dogaja SD-ju, ne? Pa vidimo, kako pol tam gre s tisto stranko. Ne? Tako da jaz si tukaj ne bi upal povedati rezultata. Če primerjamo recimo z drugim strankam, kjer se mi je to zgodilo, recimo SD, ki je šel Pahor, je šlo dol, ne? LDS, ki je šel pokojni Drnovšek, je šel dol. Zdaj, če bi bilo v SDS-u obratno, bi bil to obraten trend. Zato bi bilo zdaj super, če bi Anže Logar dobil veliko moč, a ne, kar bi mu dal dober rezultat znotraj stranke. Sem, če Anže zmaga na teh volitvah, on ne bo več v SDS-u, on bo drugi Pahor. Ni več strankarski človek, ja. Ja, sej dejansko ima slog Pahorja, ne. Bi rekla, da je razgledan, da je umirjen, predvsej ima, no, mogoče nima te lepote. Ja, čeprav je tudi na Instagramu vidim v zadnjem času pa kolesari, ne, tako kot Marko, pa za zeleni prehod se zavzema, pa teče, ja, tako da zdaj mogoče, če še razglasi Marko, da je vegan, misliš, da bi to znalo odločiti v drugem krogu? Vsekakor bi pridobil simpatije določenega dela publike, ne? Ja. Ampak kje je zdaj ta meja, ne? Počasi gremo proti koncu oddaje, kje je zdaj ta meja po vajenem mnenju, ko ti še lahko sklepaš kompromise sam s sabo, pa z recimo svojimi vrednotami, kot bi rekla Nataša Pirc-Musar, ne? Ki je rekla, da je vesela, da jih ne bo rabila zamenjati, karkoli že to pomeni v drugem krogu, pa da pač ne greš čez mejo, ne? Po drugi strani pa seveda hočeš vse narediti, da si izvoljen. Saj Logar ne bo kaj dosti menjal. Ta stranka je bila primarno, a ne leva stranka. Zgolj zaradi Janše je to postala kot desna stranka. Ampak na desni strani pri nas je veliko prostora, je veliko ljudi, teh tradicionalistov, če tako rečem, ki jih SDS več ne more privabiti. Tako da jaz pričakujem, žal mi je, da tudi Tonin ne, a ne, žal mi je, da tudi njihov kandidat ne. Jaz pričakujem, da se bo na desni slej ko prej rodila neka nova stranka, da SDS pa bo vplul v to sredino, kjer se počuti dober. In to z Logarjem ali pa s kom drugim. Tudi Zver je bil, vemo, socialist, tukaj ni z desnico nič to povezano. Ne? Ja, zanimivo. Zaključna beseda, gledalke, gledalci, čez nekaj trenutkov.
Lucija, Marko, 13. novembra bomo izvedeli, ali bo Nataša Pirc Musar po morebitni zmagi postala desna sredina ali pa Anže Logar leva sredina. Za danes se vam najlepše zahvaljujem za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kdo je leva in kdo desna sredina, že 787. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj se pri nas intelektualcem ne splača govoriti po resnici. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.